Pa lepa. Zdravo, evo, če ne poznate kviza na novo, ga boste zdaj spoznali, v par minutah vam bo vse jasno. Pejte z mano. Torej, gre za ekipni kviz, to je najbolj pomembno, ker morajo 4 tekmovalci, ki se prej še nikoli niso videli in se ne poznajo, poleg tega, da morajo veliko znati, tudi delovati taktično, da na koncu premagajo lovce in osvojijo lepo nagrado. Je pa kar nekaj pravil. Evo, v kvizu se na eno oddajo približno porabi 120 vprašanj in vse se začne tukaj, jaz stojim za svojim pultom in berem hitra vprašanja. Vsak tekmovalec posebej ima hitro minuto, v kateri mora odgovoriti na čim več vprašanj pravilno in za vsak pravilni odgovor dobi 500 evrov. Tu si nabere eno osnovno količino denarja, s katerim se selimo na ploščo. Evo, tada, to je plošča lova, na kateri se odvija prvi lov, v katerem sodeluje tudi vsak tekmovalec posamezno. Ampak še preden se sploh začnejo loviti z lovcem, ta denar postavimo na ploščo lova in imajo 3 korake prednosti pred lovcem. Ampak to ni njihova nujna štartna pozicija, tu že pride ta taktika v igro, ker lovci jih potem hočejo zvabiti ali bliže k sebi, torej da imajo samo 2 koraka prednosti pred njim, ali pa jim dajo malo popusta, pa je lahko imajo 4 korake prednosti pred njim, ampak za tisto dobijo kar nekaj denarja manj. Zdaj, lov poteka tako, da oba odgovarjate na ista vprašanja, ki imajo A, B, C opcijo odgovora in če odgovorite pravilno, se pomikata po plošči lova navzdol. Če odgovorite napačno, ostanete na mestu, torej če tekmovalec greši in lovec odgovori pravilno, ga po nekaj koraki ujame in če se to zgodi, je tekmovalec out. Če pa mu tekmovalec uide, pa ta denar, za katerega se je odločil, prinese v skupno banko. Evo, pa smo pa že pri zaključnem lovu, ki ga jaz seveda spet opravljamo tukaj, berem vprašanja, ko zmešam. Tokrat 2 minuti vprašanj, hitrih vprašanj. Tisti tekmovalci, ki so preživeli ploščo lova, pa stojijo tukaj zadnji in odgovarjajo na ta vprašanja. Poskušajo zbrati čim več pravilnih odgovorov, ker ti odgovori potem pomenijo korake prednosti pred lovcem, ki jih bo potem lovil. Ko tekmovalci zaključijo svojim zaključnim lovom nagrade, pa je čas za zaključni pregon lovca. On potem z pravilnimi odgovori prav tako v 2 minutah lovi njihov rezultat in se jim bliža korak po koraku, pravilni odgovor po pravilnem odgovoru. Če pa slučajno zgreši, imajo pa tekmovalci opcijo odgovarjati na to vprašanje in če odgovorijo pravilno, ga potisnejo korak nazaj. In to je potem tista dinamika, ker je tu zelo pomembno, da so spet 4 oziroma da jih je čim več, da imajo čim več znanja. Zdaj, če jih lovec ulovi, je kviza za tekmovalce žal konec, če jih lovec ne ulovi, pa si vsi preostali tekmovalci denar, ki so ga prinesli v skupno banko, razdelijo na enake dele. Evo, to so na kratko pravila kviza na lovu. Jaz verjamem, da nas boste radi gledali in se seveda tudi kaj lepega zraven naučili, ko boste doznali, pa le pridite sem v studio probati svojo srečo in predvsem svoje znanje. Se vidimo kmalu na Pop TV in na Vojo. Živeli!